Suzukijevi trgovci pravijo, da stranke izbirajo predvsem najdražje različice in v tokratnem primeru nas to pravzaprav preseneča. Mi bi se v primeru prenovljenega SX4 S-Crossa ustavili v sredini ponudbe. Testni avto je namreč stal skoraj 27.000 evrov. To je čez palec približno toliko, kot stane evropska, korejska in japonska konkurenca. In imate prav, le zakaj bi moral biti Suzuki cenejši? Ako z izkušnjami podobno dragih tekmecev sedeš v S-Crossa, hitro veš, da tekmeci ponujajo bolj prefinjeno notranjost in zunanjost, na otip prijetnejšo plastiko v kabini, predvsem pa nasploh dajo občutek bolj kakovostnega avta. In tudi med vožnjo, še posebej po makadamu, razni čudni zvoki razkrivajo, da pri Suzukiju na občutke dajo veliko manj, kot pa na empirične dokaze. A če v ocenjevanje vzamemo 5.000 evrov cenejšega S-Crossa, potem ga lahko vidimo v povsem drugačni, veliko bolj lepi luči. Dobrih 5.000 manj namreč stane S-Cross brez aktivnega tempomata, navigacijske naprave in steklene strehe, pa vseeno z na papirju zelo zanimivim bencinskim turbomotorjem ter ravno tako z avtomatskim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. In tak paket pokaže, v čem je pravi razlog za nakup takšnega delovnega konja. Če torej vzamemo v ocenjevanje tak paket, bi v naši oceni pisalo takole. Z odličnim štirikolesnim pogonom, z zaporo sredinskega diferenciala, SX4 ustreza tudi tistim lovcem, gozdarjem in patronažnim sestram, ki se ne ustrašijo zahtevnejših pogojev blatnih ali zasneženih vzponov in spustov. S tako suverenim pogonom se Suzuki smeji tekmecem, ki kupce lovijo samo šminkersko zunanjostjo, za razliko od tekmecev je S-Cross prava stvar, ne pozer.